Spoštovani zbrani gostje, lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali vabilo na proslavo ob 22. prazniku občine Sveti Jurij ob Ščavnici, posebej pa pozdravljam naše letošnje nagrajence. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je svoji 22-letni zgodovini več kot upravičila svoj obstoj. Narejen je bil ogromen napredek pri izgradnji komunalne infrastrukture, saj je bilo zgrajenih veliko cest, vodovodnega omrežja, svetom smo povezali sodobno avtocesto, zgrajenih je bilo veliko objektov posebnega družbenega pomena, kot so vrtec, šola, kulturno-upravno središče. Skratka, bili so ustvarjeni pogoji za življenje v teh krajih, kar je pogoj, da se ljudje ne izseljujejo iz naše občine. V preteklem letu smo veliko postorili. Sprejeli smo občinski prostorski načrt, ki je zelo pomemben dokument za razvoj občine. Na investicijskem področju pa smo izvedli bistveno več investicij, kot smo predvidevali v proračunu, saj smo izkoristili ugodne razmere na gradbenem trgu. Tako je bilo zgrajenega približno 30 km novega vodovodnega omrežja s vsemi pripadajočimi objekti. Dodatno je bil zgrajen transportni vod Križevci Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je strateškega pomena za našo občino. Zgrajena je bila kanalizacija in modernizirana cesta na Ivanoševem bregu Svetem Juriju ob Ščavnici. Zgrajene so bile ceste Grabonos Spodnji Vence Mlin, Grabščinček Trbegovci, rekonstruirane in preplastene pa so bile ceste v Rožiškem vrhu, Kupetinci, Grabonoš, smer Grabonoški vrh. Izvedli smo sanacijo plazu v Kutincih. Že pred novim letom sta bila sprejeta proračuna občine za leti 2016 in 2017, letos pa še zaključni račun občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015. Proračun zagotavlja sredstva za zakonsko določene naloge, kot so predšolska vzgoja, materialna sredstva za naše zavode, domska oskrba za občane, socialni transferji in tako dalje. Zagotavljamo tudi sredstva za delovanje društev ter sredstva za razvoj kulture, športa in gasilstva. Poleg sredstev za dejavnost društev smo letos dodatno razpisali sredstva za investicije v kulturo in povečali sredstva za gasilstvo kot namenska sredstva za nakup gasilske opreme. Država nam je v teh dveh proračunskih letih namenila samo 522 evrov povprečnin na prebivalca, kar je bistveno manj, kot bi morala za izvajanje zakonsko določenih nalog, ki jih občina izvaja za državo. Zaradi tega so občine preko Združenja občin in skupnosti občin vložile tožbo na ustavno sodišče za povrnitev teh sredstev. Vendar se mi ne damo in tukaj lahko parafraziramo znani rek aktualnega predsednika vlade. Prleki smo, ne jamramo, borimo se z državo za svoje pravice. In v tej borbi so nam lahko za vzgled naši letošnji nagrajenci, ki so svojo vztrajnostjo, vzgledom in odločnostjo veliko pripomogli k ugledu in razvoju naše občine. Ker vemo, da tarnanje veliko ne pomaga, smo raje pljunili v roke in iz sredstev, ki so nam bila na razpolago, naredili največ, kar je bilo možno. Kljub omejenosti s proračunskimi sredstvi, pa v naslednjih letih načrtujemo prepotrebne investicije in računamo na uspešnost na državnih in evropskih razpisih. Poleg nadaljne modernizacije cest ter izgradnje vodovodnega omrežja smo med prednostne investicije umestili izgradnjo odprtega širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja, izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo za aglomeracijo Sveti Jurij ob Ščavnici, dozidavo otroškega vrtca Sonček, rekonstrukcijo regionalne ceste s pripadajočo infrastrukturo od avtobusne postaje Sveti Jurij ob Ščavnici do Lovskega doma, revitalizacijo in obnovo kosilnice in še kaj. Znaten del proračunskih sredstev namenjamo pripravi projektne dokumentacije, saj praktično ne moreš biti uspešen na razpisu, če za projekt nimaš pridobljenega gradbenega dovoljenja. Tako smo naredili načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, pripravili projekt za rastlinsko čistilno napravo, pripravili projekt okoljske ureditve Blaguškega jezera s parkiriščem za avtodome, končujejo se projekti za dozidavo otroškega vrtca s pripadajočim igriščem in rekonstrukcijo regionalne ceste skozi vasi Žihlava in Bolehnečici. Občinska uprava pa intenzivno dela na pripravi projektov za posamezne razpise. Uspešno smo se vključili v naše projekte v dogovor za razvoj regije. To so projekti, ki jih Pomurska regija skuša vključiti v program financiranja v naslednjih 3 letih. Prijavili smo se tudi v projekt čezmejnega sodelovanja s Hrvaško. Aktivno pa tudi sodelujemo v lokalni akcijski skupini Laskar Lekija pri pripravi projektov iz CLLD skladov, predvsem iz področja turizma in kulture. Za konec bi vam, dragi gosti, želel prebrati prvo kitico pesmi Roki, našega znamenitega rojaka Edvarda Kocbeka, ki pravi: Med svojima rokama sem živel, kakor med dvema razbojnikoma. Nobena izmed nju ni vedela, kaj počenja druga. Levica je bila nora od srca,
desnica pa pametna od spretnosti. Ena je mala, druga je izgubljala. Druga pred drugo sta se skrivali in opravljali polovična dela. Pesem ima zelo pomenljivo nadaljevanje. Vsem občankam in občanom iskreno čestitamo občinskem prazniku in vas vabim na prireditve, ki se bodo zvrstile v okviru občinskega praznika. Vam, dragi gostje, pa želim, da prijetno preživite preostanek večera. Spoštovani gospod podžupan, spoštovani ostali župani in podžupani sosednjih občin, spoštovani občinski svetniki, člani nadzornega odbora, spoštovani predstavniki cerkvenega, verskega, političnega in kulturnega življenja, spoštovani vojaki. O prazničnih dneh vaše občine bi vam rad povedal nekaj lepega, predvsem nekaj spodbudnega. Vsem skupaj bi nam rad dal poguma, nas spomni na dogodke izpred 25 let. Srčno nam želim, da nas prevzame tisti čudoviti občutek notranjega zadoščenja, ter da si v prazniku, 22 praznikov občine Jurij ob Ščavnici, skupaj odločno obljubimo nekaj tako dobrega, da bo ostalo kot dediščina in da vdih tudi našim zaznancem. Seveda govorimo o pogumu in občutku za velika dejanja in predvsem v mislih imam tista naša največje dejanje v zgodovini slovenskega naroda iz leta 1991, ko smo se odločili za samostojno slovensko državo. Čas je, da ponovimo besede očeta slovenske države Jožeta Pučnika: Jugoslavije ni več, sedaj gre za Slovenijo, predvsem gre za Evropsko Slovenijo v Evropski uniji. Ta kot nobena politična skupnost ni, ne more biti popolna, ne hkrati precej boljša od balkanskih režimov, ki so lomili in izkoriščali slovenskega človeka v preteklih desetletjih. To je tudi naša politična skupnost, ki jo lahko skupaj, če le zmoremo in znamo, izboljšamo in preko nje zagotovimo boljše in kvalitetnejše življenje tako na lokalnem nivoju, tukaj v vaši občini, kot tudi na nivoju države. Predvsem decentralizacija kot proces uresničevanja načela subsidiarnosti je modern trend v evropskih in izvenevropskih državah. Pri nas se ta proces v bistvu še ni začel. Vzrokov je več. Gre za nepoznavanje bistva lokalne samouprave, odpora do prenašanja javnih zadev na občine in bodoče pokrajine, torej premajhne občine, odsotnost pokrajin, zlasti pa na pomanjkanje političnega konsenza o vsebini in nadaljevanju poteka reforme lokalne samouprave v naši republiki. Lokalna samouprava ima v Evropi, lahko rečemo, več stoletno tradicijo, gre za zelo pestre in različne ureditve. Med seboj so modeli lokalne samouprave razlikujejo v obsegu, strukturi in nalogah, kot tudi v razmerjih do države. Skupna značilnost je njihova naslonjenost na lastno tradicijo oziroma na lasten zgodovinski razvoj. Na našem območju je bila lokalna samouprava uvedena že sredi prejšnjega stoletja z avstrijskim začasnim zakonom o občinah, ki ga je podpisal sam cesar leta 1849, tik po marčni revoluciji z leta 1848. Od takrat naprej se je nepretrgoma nizalo zakonodajno urejanje lokalne samouprave vse do leta 1955, ko je bil uveden komunalni sistem, ki je odpravil lokalno samoupravo. Po osamosvojitvi Republike Slovenije je eno od pomembnejših državotvornih dejanj uvedba lokalne samouprave. Z reformo lokalne samouprave je bilo treba začeti zaradi nove države, samostojne in demokratične Republike Slovenije, ki je prebivalcem Slovenije zagotovila lokalno samoupravo in ob človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter načelo delitve oblasti je Ustava Republike Slovenije s to temeljno zahtevo uvrstila Slovenije med države, ki želijo zagotoviti skupne evropske standarde za opredeljevanje in varovanje pravic lokalnih oblasti, ki so za državljane najbližja raven uprave in jim omogoča učinkovito udeležbo pri oblikovanju odločitev, ki se nanašajo na njihovo vsebino in vsakdanje okolje. Z uresničevanjem načela subsidiarnosti je povezana tudi razprava o organizaciji Slovenije. V unitarni državi, kot je Slovenija, regionalizacije, kako poiskati mestno stopnjo med občinami in skupnosti in državo. V Republiki Sloveniji ni širših samoupravnih lokalnih skupnosti, pokrajin in neupravnih okrajev. Zaradi tega je nastala v mestnem prostoru med državo in občino praznina, ki se izraža skozi negativno na obeh področjih, na področju, ki pripada lokalni samoupravi in na področju, ki pripada državi.
Posledica take ureditve sistema pa je visoka stopnja centralizacije sistema decentralizacije, v komunalni ureditvi je zamenja sistem centralizacije v centralnih državnih organih. Posledica tega sistema pa so sistemska jalovost pri upravljanju javnih zadev, težnja obrobnih območij države v povezovanju sorodnih območij čez državne meje in stalni gospodarski, politični in drugi pritiski na centru države. Spoštovani, glavno mesto Slovenije ima 330 milijonski proračun, v njem dela 75 tisoč javnih uslužbencev. Glavno mesto, v njem ima sedež večina slovenskih podjetij v državni lasti. Kompletna diplomacija, cela vrsta zastopstev tujih podjetij v državi. Večkrat je razprava občine da ali proti. Občine so svoj obstoj v prvih 20 letih uresničile na najboljši način. Občine so živele in razvijale se predvsem tudi z evropskimi sredstvi, kar je večkrat pozabljeno. Zaradi tega je v naslednjih letih nujno potrebna uvedba tako zvanega vmesnega člena, o katerem pravkar govorim. To je tista politika, ki bo dala, lahko rečemo, dodatni pogon vsem občinam, kjer bodo lahko občine na podlagi svoje resnih zgodovinskih in pokrajinskih temeljev lahko začele uresničevati torej tisto svoje poslanstvo in razširiti tisto svoje poslanstvo. Pokrajine naj bi zapolnile vrzeme majhne občine države in blazile sedanje pravilno, lahko rečemo, dejansko može žal odnosov do šibkih občin. Povezovale naj bi občine zaradi učinkovitejšega urejanja izvajanja potreb državljanov, gospodarstva, ki presegajo zmogljivosti posamezne občine. Na tem področju imamo, lahko rečemo, in moramo tudi v prihodnosti se povezovati. Danes je župan govoril, predvsem o povezovanju Jurjevčanci se bo v naslednjih letih povezovali tudi sosedno občino Avstrijo. Torej gre za čezmejne projekte, gre za prihodnost Evrope kot Evrope regije. Prihodnost Evrope kot Evrope regije zaradi tega, ker je Evropa tudi skozi zgodovinske temelje nekako marsikdaj tudi na krivični način nekako določala meje. Tukaj gre za povezovanje preko mej z skupnimi značilnosti, tako na gospodarskem področju, predvsem pa na področju iste kulinarike, iste domače umetnosti obrti in istih turističnih lepot. Danes v bistvu si moramo zastaviti tudi velike cilje za prihodnost. Na tej poti k tem ciljem moramo poseči po najboljšem, kar imamo v našem narodnem značaju. Tudi ta, če se je v preteklosti ponekod skrilo, še tako globoko imamo Slovenci, tudi tukaj vi v Jurjevčanici, ustvarjalnost, delovnost, predanost, pravičnost, odprtost, strpnost, poštenje in solidarnost. Imate stare slovenske vrednote in sedaj potrebujemo novo slovensko samozavest. Vse te vrednote imate tukaj v tej občini in to dokazuje tudi vaše znamenite osebe, ki so krojile evropsko in slovensko politično, kulturno in tudi znanstveno dogajanje. Nekateri pravijo, da se bojimo sprememb. Pred 25 leti smo to res dokazali. Nismo premagali samo takratne komunistične jugoslovanske armade, premagali smo naš strah pred spremembami. Ta pogum moramo, spoštovani rojaki, obdržati. Danes ga prav tako potrebujemo. Soočamo se z globalnim svetom, ki se vsak dan spreminja. Vsak dan od nas terja nove odločitve. Večkrat tudi sam srečam koga, ki reče samo, da je bilo slabše. Jaz se pravim, to še zdaleč ni dovolj, biti mora boljše. Zmoremo mnogo več, če nekdaj je to sedaj. Smo v EU, smo v NATO, stopili smo v evroobmočje, dosegamo visoke odstotke povprečne razvitosti Evropske unije, smo že kdaj v bistvu imeli boljše možnosti, še nikoli, spoštovani rojaki. Ne mi, ne naši predniki. V bistvu pa moramo spremeniti način, na katerega obravnavamo drugega, kot so državljani. Ne obstaja samo pravice, obstaja tudi odgovornost. Naša odgovornost do drugih. Vsak mora imeti priložnost, od vsakega pa moramo terjati tudi odgovornost. Tudi odgovornost, da pokaže spoštovanje in strpnost do drugega in hkrati odločnost pri obravnavi kriminala in številnih zlorab v naši državi. Dr. Pučnik je zapisal tudi naslednje besede. Sporočilo slovenske državnosti je zahteva po uresničevanju pogoja za blagostanje državljanov in naroda z njegovo kulturo in v okviru evropske civilizacije. Zato gre v bistvu danes. Na tem mestu,
Končno že prej posebej, pa v zadnjih 25 letih svobodnega ustvarjanja smo zabeležili mnoge dosežke, ki se uvrščajo v svetovni vrh na večjih področjih. Nekoč smo govorili, smo narod pesnikov, pisateljev, kulturnikov, vendar pa še zdaleč nismo samo to. Že dolgo smo tudi narod dobrih podjetnikov, znanstvenikov, inženirjev, odličnih vojakov, odličnih misionarjev. Največja slovenska podjetja poznamo najboljše slovenske športne dosežke in smo na nje upravičeni ponosni. Manj pa je znano, da so dosežki slovenskega znanja in dela danes vgrajeni v najboljše avtomobilske znamke, programske rešitve slovenske podjetja se uporabljajo v vesoljskem centru NASA, proizvajamo najboljša ultralahka letala na svetu in gradimo barke iz ogljikovih vlaken. Rešitve so plod slovenskega znanja, premikamo meje možnega v farmacevtski industriji, pri razvoju novih materialov, v nanotehnologijah, pri raziskavah pospeševalnih osnovnih delcev in tako dalje. Naša podjetja dosega več 10% tržne deleže v Evropi in v svetu pri proizvodnji elektromotorjev, elektrovarnostnih elementov, proizvodnji specifične elektromerilne tehnike in številnih drugih svetovnih konkurenčnih izdelkih. Te dosežke premalo poznamo, premalo poudarjamo in premalo posnemamo. Spremenimo ta odnos, naj bodo končno deležni večje pozornosti in javnosti tudi naši najboljši rojaki. Torej, postanemo pa tudi boljši na nivoju vaše občine, ki danes praznuje svoj 22. rojstni dan. Sveti Jurij je bil krščanski vojak. Redko katerega svetnika opisuje toliko legend kot ravno svetega Jurija. Krščanska legenda o njem temelji na poganskem izročilu o prihodu pomladi v deželo. Kot svetnik in mučenec je postal zavetnik orožarjev in vojaščakov. Razglašen pa je bil tudi za zavetnika mnogih naselij. Slovenci kot narod se velikokrat predamo malodušju in destruktivnosti. Zato se včasih skorajda zazdi, da ta mlada država ne bo dočakala zrelih let, pa vendar bi se morali ob vsaki slavi volji ozreti na omejene dosežke in pogledati okrog sebe. Nikoli niso njeni prebivalci uživali tako visokega ekonomskega standarda. Nikoli niso toliko potovali, nikoli niso imeli toliko trgovin, razkošja vseh vrst, nikoli ni bilo športno, družabno, kulturno življenje, tudi tukaj v vaši občini, na tako visoki ravni, kot ravno v teh za nekatere črnih časih. Modernizirajte občino, kot je rekel danes župan. Sodelujte pri tem podvigu. Združite moči, dovolj je prostora pri tem podvigu in pri tem lahko sodeluje prav vsak od vas. Zaupajte drug drugemu. Naredite tisto, kar je najboljše v vas in kar bo delovalo tudi v skupno dobro. Združite vaše ideje, mladostno energijo in starostne izkušnje. Cankar je v bistvu imel res prav. Lahko iščete po vsem svetu in nikjer ne boste na prostoru, velike kot je Slovenija, našli skupaj toliko naravnih lepot, toliko lepih rek, travnikov, gora, jezer, vinskih goric, kraških polj, širnih gozdov in sinjega morja. Res je, imamo nebesa pod Triglavom. Spoštovani izbrani, usoda nam pokloni srečo, v bistvu v znak hvaležnosti za naš pogum in dobroto. Naj vam na tej poti poganjajo, spoštovani občani in občanke, vaše močne in plemenite korenine, ki so povezane z pragmatizmom in odločnostjo Antona Korošca, s kritičnostjo in pogumom v literarnem smislu Edvarda Kocbeka in z akademsko in umetniško perfekcijo Bratka Krefta. Torej, lahko vam samo zaželim, da greste po tej poti naprej, da se ta kvaliteta življenja še povečuje, da se to naprej čuti v vsakdanjem življenju vaših občanov in občank. Imate prelepo Blagoško jezero, ki čaka na svoj razcvet, imate čudovite terme, imate avtentičen mlin na veter, pridne kmetovalce, uspešne podjetnike, ki silijo že izven meja Slovenije v Evropo in po svet, mlade pridne študente, številne akademike ter aktivne upokojence. Vse to je vaš izjemen kapital. Kot poslanec državnega zbora, ki prihaja v bistvu z obrobja Slovenskih goric, ki mejijo na Prlekijo, na to prelepo Prlekijo, kot vaš rojak si bom še naprej prizadeval, da bo zavest našega naroda in naše državljanske skupnosti spet prežel tisti občutek vere in upanja izpred 25 let, ko smo z velikanskim hrepenenjem pričakovali najprej odločitev na to rojstvo samostojne Slovenije, domovine z največjo začetnico. Takrat so se resnično prvi v svobodni volji uresničevali verzi Cankarja, narod si opisal svojo sodbo sam.
Obudirmo torej izvorne želje, ki nas zbližujejo, ter postavljamo v ospredje prav ta čas, ki nas je združil v enkratnem zgodovinskem dejanju. Naj bo to naše jedro, okrog katerega se zbiramo, zdaj, ko na obzorju že lahko slutimo novo zarjo, novo upanje in nov dan. To, da se potem to izrazi v različnih priznanjih in plaketah, je potem samo po sebi umevno. Vsem, ki boste danes in tistim, ki boste prejeli nagrado in priznanja občine, želim iskrene čestitke in želim vam tudi čestitke v vašem prazniku. Naj vam na tej poti stoji tudi vaš zavetnik Sveti Jurij, simbol pomladi, vstajenja in napredka. Srečno pot, prihodnost, občina Sveti Jurij ob Čavnici. Iskrene čestitke občinskem prazniku in čestitke o prihajajočem srebrnem jubileju naše države, nam vsem skupne Slovenije. Bog živi nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Hvala.